Naš zadnji gost je dr. Zvezdan Pirtošek, nevrolog in dolgoletni predstojnik katedre za nevrologijo na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Ukvarja se predvsem s področji nevrodegenerativnih bolezni in kognitivne nevroznanosti. Danes pa nam bo odnos med telesom in umom predstavil skozi oči klinika, ki se z njim srečuje v vsakodnevni praksi. Izvolite. Torej, dovolite mi najprej, da tudi jaz sam naredim malo reklame za študij, v katerem smo današnji govorniki vsi učitelji, in da vas spomnim tiste, ki vas to zanima, da je vpis junija Toma, tako. Potem pa tudi moraš, da veda, ki jo jaz izjemno cenim in mislim, da jo pravzaprav družba res vse bolj in bolj potrebuje, je filozofija. Moje predavanje bo v nekem smislu, tudi če se vam bo zdelo zelo zanimivo, pravzaprav en sam tak postscriptum k recimo temu, kar sta moja predhodnika torej govorila, in to ne mislim cinično, ampak resno mislim. S tem seveda, da pa moram reči, kot sem profesor Markičevi rekel, včasih imam probleme z določenimi filozofi in en tak filozof mu je ime David Chalmers. Spoznali ga boste tisti, ki vas bo zanimal fenomen zombijev, kaj je recimo, če bi bil tukaj sedel še en Toma, ampak en bi imel, en bi bil pravi Toma, en pa ne bi bil pravi Toma, to se mi zdi neka dilema, ki pravzaprav je grozno umetno narejena. No in jaz moram reči, da pravzaprav imam v tem smislu en podoben odnos tudi do utelešenja, da se mi pravzaprav, absolutno ne, da bi ga zanikal ali kaj takega, ampak zdi se mi neka umetna dilema, ker seveda utelešenje je tukaj, vedno je bilo, in skušal vam bom pokazati, da pravzaprav možgani ne samo, da se zazirajo v telo, možgani se zazirajo sami vase, možgani se zavirajo zelo pomembno v notranji del svojega telesa, v našo črevesje, v naše srce. Možgani se na to zelo so zaljubljeni v gibanje mojih mišic in mojo gibanje, kot je Toma rekel, verjetno vzrok sploh nastanka nekega centralnega živčevja oziroma živčevja je v tem, da se je življenje na tem planetu želelo gibati. In potem bomo videli, da vse bolj se možgani zazirajo tudi izza meja, izza tiste opne, Chalmers pa Andy Clark sta se tam konec prejšnjega stoletja vprašala, kje je tista opna, kje je tista meja, kjer se konča moj in začne moje telo, ali pa kje je, in sta o tem napisala en tak kultni članek. Skušal vam bom pokazati, kako pravzaprav za enega zdravnika, posebej morda nevrologa, ta dilema, da bi bilo telo na nek način, v nekem smislu skrivnostno ali povezano ali ločeno od uma ali od tega, kar bi z veliko besedo imenoval jaz, ali od družbe tukaj, ali od fizične oblike tega prostora, da pravzaprav to ni dilema in da je del znanosti, recimo vsaj klinični zdravniki, pravzaprav že stoletja in tisočletja v tem smislu pravzaprav smo ljudi razumeli in jih tudi na nek način morda zdravili, s tem, da seveda zdaj prihaja do ene velike sofisticiranosti tega. Poglejmo si najprej tale video, a mi lahko, kako je to zdaj, kako tole, samo to. A ste optimistični, bo? Ampak, kaj pa glas? A ja, ne, glas je tukaj zelo bistven. A se ne da? Namreč tale kratek dialog je tu zelo pomemben. Vidite,
enega gospoda, ki ustavi zdravnico, ampak to sem pa prosil, da mi skušate urediti, ne. Ker je, skratka, vidite tega gospoda, ki ustavi zdravnico in vpraša, a ste vi zdravnica, in ona pravi, ja, kaj pa je, in potem opazi, da on z svojo nogo takole dela, ne, in potem ona pravi, vas to boli, ne, pa pravi on, ne, veste, ampak ne misli, da sem nor, ne, to ni moja noga. In ga ona potem pogleda, kako mislite, ni vaša noga, mislim, verjetno je ne čutite, nimate občutka, prav, ne, to ni moja noga, veste, to je noga od nekoga drugega. To je recimo iz te zelo popularne serije. Kako jaz grem naprej tole? Ker to? Torej, ko se jaz sprašujem o svojem telesu, pa o svojem umu, se v veliki meri tudi sprašujem o svojem jazu. In zdaj zdi se, da bo jaz imel več nekih elementov. To, kar je recimo zdravniku, nevrologu, nevroznanstveniku precej koristno, je recimo, da morda loči dva vidika jaza, verjetno jih je pa še več. Eno je jaz kot agens. Torej, jaz sem tisti, recimo, ki zdajle začenjam to predavanje, jaz sem tisti, ki namerava to in to povedati, jaz lahko začenjam in kontroliram svoja dejanja, jaz imam eno čudovito sposobnost, da ločim to, kar se začenja v moji glavi in kar nekdo drug začenja tukaj. Jaz kot agens bo zelo pomemben recimo v vprašanjih etike, zakonodaje, morda svobodne volje, ne. Vendar sem jaz tudi kot lastnik, recimo jaz sem lahko lastnik svojega telesa. Ponavadi sta ti dve stvari zelo povezani, jaz kot nekdo, ki nekaj udejanja, kot agens, pa jaz, ki je lastnik torej tega. Vendar bomo videli, da pravzaprav včasih prihaja do disociacij tega. Ne vem, a je. Ja, sem tukaj gor. Vidite, se pravi, to, da sem jaz agens, da jaz čutim, da jaz nekaj udejanjam, ne. Zakaj do tega prihaja, je več teorij. Eno nam je na nek način zelo lepo torej nakazal in tudi opisal Toma, da pravzaprav se v moji glavi, v mojih možganih, pardon, kako grem pa nazaj? Lahko krstim. Skratka, recimo, da zdajle jaz dobim v svojih možganih neko namero, neko intencijo, neko željo, neko torej nalogo, ki se, če govorimo o utelešenju, bo izvršila z gibom. Lahko bi se pa izvršila tudi z mislijo, lahko bi se izvršila tudi z čustvom, se pravi, tu nismo omejeni samo na gib. No, to bo potem prišlo v mojih možganih pravzaprav v centre, ki bodo ta gib načrtovali. Recimo, da želim tole pritisniti, ali pa kaj takega, mogoče pa zdaj delalo, ja, zdaj pa dela. Se pravi, vidite, pride tam, zgoraj imam jaz neko misel, neko željo, neko intencijo. In ta intencija mora rezultirati, recimo, kot sem rekel, v gibu, čeprav bi lahko tudi v čustvu. No in potem pride to v neke dele mojih možganov, medicinci jih poznajo kot predcentralni girus, ker moji možgani naredijo načrt, kaj bodo naredili, in ta načrt potem pravzaprav oni pošljajo v večjih kopijah. Najprej pošljajo v
v tisti del možganov, ki to mora izvršiti medicinskega poznanja kot motorični korteks. Vendar istočasno ena kopija tega mojega načrta potuje v mnogo drugih delov možganov. Predvsem v tiste dele možganov, ki razumejo, da jaz zdaj želim pritisniti tale gumbek za naprej, in ti deli možganov na nek način anticipirajo, oni vedo, kako močno moram jaz pritisniti, kaj se bo zgodilo. Skratka, veliko tega senzoričnega in napovedo, kaj se mora zgoditi. Skratka, jaz imam v možganih, imam potem, jaz se opravičujem, ponovadi nisem tako neroden, ampak a ste tako prijazni, a mi lahko vi, pa bom jaz, jaz mislim, da bo ne enostavno, kar nazaj, prosim, kar nazaj, to, pa še malo naprej, a ne, še eno nazaj. Tako. No in skratka, v mojih možganih je del možganov, ki primerja ta originalni načrt za moj gib z vsemi napovedmi, kako se jaz ob tem moram počutiti, kaj se mora zgoditi, kako se bodo čutile moje mišice ali oči ali vid ali kaj takega, in ta komparator to napove. In zdaj imam jaz dve možnosti, ali dejanska moja izvedba giba temu ustreza, in če bo to ustrezala, potem bom jaz se čutil, aha, to sem jaz naredil. Če pa bo prišlo tukaj do nekega nesorazmerja, potem bom pa jaz to znal čutiti, čak, to pa nisem jaz naredil, to pa ni moja misel. Zdaj za tiste, a lahko dvignete samo roko tisti, ki poznate anatomijo možganov, tako da aha, no se vas je kar nekaj, bom uporabljal te besede, v katerih delih možganov se rojeva ta moja dejavnost, ta moja akcija. Predvsem v treh, ki jih pravzaprav pričakujemo potem. Najprej v motoričnem sistemu, ki naredi načrt, kaj moram narediti, potem v heteromodalnih predelih asociacijske, torej skorje, to je predvsem tule, torej to je posteriorni parietalni korteks, dorzolateralno prefrontalni korteks, pa temporalni sulcus. Se pravi tukaj zadej, kjer se razni deli mojih centrov za senzoriko med sabo pogovarjajo, nek dialog steče, a ne. No in potem bi rad omenil še inzulo, vidite, to pa je tale korteks globoko v možganih, prastar je. In to je tisti korteks, v katerega se stekajo informacije iz tistega našega dela telesa, ki ga pravzaprav utelešenje dostikrat zanemarja. Verjamem pa, da naslednja stopnja v razvoju koncepta utelešenja bo pa tudi tale del povzela, in to je ta naš občutek notranjega našega telesa, črevesja, bitja srca, globine dihanja ali kaj takega. Vidite, tudi to se zbira tule v zadnjem delu inzule in na to, zanimivo, potuje naprej v sprednji del, in podobno kot imamo v velikih možganih, imamo ta zadnji del možganov, kjer med sabo poteka dialog senzorike, propriocepcije, vida, sluha, in na to potuje preko velike povezave spredaj, kjer nastaja kjer nastaja emocionalna inteligenca, kjer nastaja bolj abstraktno, tudi v inzuli, ampak z pogledom na naše notranje telo, a ne, nastaja potem tukaj nekaj, kar bi človek lahko imenoval tudi self-awareness, a ne, samozavedanje, vendar samozavedanje nekega, bolj tam pa ni tiste ostre opne, po kateri se Chalmers torej sprašuje, ta ostra opna, zanje je koža, a ne, no, v inzuli je pa ta opna, ki ločuje moj notranji organizem, veliko tanjša.
Torej, bilo je že rečeno, da imamo mi dvoje možnih poti, kako prihaja do tega mojega občutka sebe, oziroma da sem v tem primeru tistega dela sebe, ki je lastnik. To, da sem recimo jaz lastnik svoje roke, da je tole moja roka. Ramachandran in Armel, dva znana, en je nevrolog, sta trdila, da mi pravzaprav gradimo bottom up, se pravi mi vidne, slušne, somatosenzorične, predvsem tudi vestibularne, neravnotežne informacije nekako kombiniramo in jih integriramo in na neki točki iz tega potem nastane ta občutek, lej, to pa sem jaz. Tsakiris recimo je pa zelo razdelil to, kar je tudi bilo danes omenjeno, nekako platonovsko morda, da imajo pa naši možgani neke mape telesa. Mi to dobro vemo, medicinci to poznajo kot homunculus in mi vemo, da imam na enem delu telesa projekcijo svoje leve polovice ali na drugem svoje desne polovice ali na tretjem svojih ust ali na četrtem svoje noge in to so lahko in motorične in senzorične. Se pravi, imam te mape in, kot je profesor Markičeva tudi že rekla, ampak problem je v tem, da se te moje mape spreminjajo. In to je neverjetno, skušal vam bom pokazati, kako hitro in kako učinkovito lahko mi te mape našega telesa spreminjamo. No, tako da, in pa je še ena tretja, ki pa ni toliko morda fiziologu blizu, ena misel, da pravzaprav, če ti nekaj gledaš, recimo svojo roko, da imaš pravzaprav dvoje možnosti doživeti. Eno bi bilo tako zelo transparentno, hipno dojetje, da to ni reprezentacija, da je to moja roka. Medtem ko pogledam recimo drugo roko, lahko tudi svojo ali pa umetno, če se v mojih možganih nekako naredi sklep, da je to reprezentacije, potem se jaz ne bom tega lastništva toliko čutil. In znova, pogledajte, če pogledamo možgane, tam, kjer smo prej iskali anatomske korelate mene kot agensa, mene kot dejavnika, mene kot nekdo, ki dela, ko jaz iščem anatomske korelate mene kot lastnika tega telesa ali pa te dejavnosti, jaz bom praktično našel iste predele, se pravi motorične, tiste senzorične, ne zlasti ta intraparietalni sulcus, predvsem na desni strani, to je en tak čaroben del, ki resnično doživlja mene kot telo, moje telo v tem prostoru, ta IPS. No, zanimivo, tudi inzula je tukaj, se pravi, jaz sem lastnik recimo tega morda žlobodranja po črevesju ali pa te napiknjenosti ali pa tega hitrega bitja srca, to je moje, to sem jaz, lastnik tudi tukaj najdemo inzulo. Zanimivo pa je, da tukaj tudi najdemo bazalne ganglije, da tukaj najdemo tudi putamen. Verjetno je to potrebno, kajti nekatere mi putamen sicer povezujemo z takimi zelo avtomatičnimi gibi, ko jaz zdaj hodim pa vam govorim, moj putamen ali pa moji bazalni gangliji zdaj avtomatično vzdržujejo moje ravnotežje, moje korake, se pravi, to so avtomatizirani gibi, ki mi jih ni treba ozavediti, ampak zakaj tukaj putamen? Verjetno zaradi tega, ker včasih v življenju pa jaz moram ozavediti in moram hoditi ali pa držati ravnotežje na poseben način. Vidite, in ta mehanizem občutka lastništva, da je to moje telo ali pa moja roka, seveda lahko začne v bolezni možganov razpadati. Meni lahko razpada glede na to, da čeprav govorimo o utelešenju, predvsem o telesu, vam res želim povedati, da pravzaprav je enako tudi z mojim notranjim
telesom, da je enako z mojim fizičnim okoljem, morda osvetlitvijo, da je enako z mojim odnosom do soljudi, se pravi z mojimi socialnimi možgani in da je verjetno že živi v tem antropocenu, verjetno tudi že to, da se naši možgani, vsaj na ravni tehnologije, recimo interneta, že začenjajo tudi povezovati v neke, ne vem, imenujmo to super Skratka, več je teh nivojev, ne, in jaz lahko izgubim lastništvo morda okončine, ta roka ni moja, lahko izgubim lastništvo, občutek, da je to moje telo, bom pa pokazal, lahko pa seveda izgubim tudi občutek lastništva misli. Misli niso več moje. Gre pravzaprav za zelo podobne fiziološke mehanizme, ki pa zajemajo različne dele možganov. To je zelo lepo pokazala tale iluzija gumijaste roke, jo bomo tudi pogledali. A vidite, bistvo je to, vi posedete človeka takole, da ste njegovo desno, tukaj je zaslon, a ne, in da ste njegovo desno roko pod zaslon spodaj, ali pa jo ima, ne, levo ima za zaslonom in namesto levemu pred zaslon date gumijasto roko. In potem pravzaprav se vi lahko dotikate z malim peresom skrite leve in gumijaste roke. In ko vi, če počnete asinhrono, se ne bo nič zgodilo. Ne? Če počnemo sinhrono, se bo enkrat zgodilo, počasi se bo to zgradilo, da bom jaz dobil neverjeten občutek, da je to moja roka, ta gumijasta roka je moja roka. Zdaj pa mogoče vi pritisnite. No, vidite, se pravi, tale roka leva bo umetna, desna bo. Aha, tu pa so podnapisi, tako da nam bo malo lažje. Njegova prava desna. Leva je umetna, ne? In zdaj sinhrono dela in to, kar človek poroča, vas fasciniran, ne? Da on pravzaprav začenja čutiti, to je njegova roka. Videli bomo potem, mislim, da morda tudi vidimo na koncu demonstracijo. Vidite, ne? On tako zelo se je vživel v to roko, da ko smo to roko močno poškodovali, prst mu močno ekstendirali, prst mu močno zavili na gumijasti roki, a ne, ali pa recimo včasih to naredijo s kladivom in udarijo z kladivom po gumijasti roki. Zdaj ta naprej, če gremo. Zdaj, a veste, ta iluzija ni omejena samo na roko, vi lahko naredite kakorkoli. Lahko naredite tako, da se jaz, recimo, da postavite človeka z očali oziroma z tako napravo, ne, z nekim skrinom in pred njim je njegova lutka. In potem se istočasno, in on skratka skozi ta očala vidi lutko oziroma sebe, kot da sebe gleda v hrbet. Ne? In enako mi lahko, če se istočasno dotikamo njegovega hrbta in hrbta lutke, potem nenadoma začenjamo dobivati vse močnejši in močnejši občutek, da gledamo v svoj hrbet, in da smo pravzaprav stopili izven svojega telesa in gledamo svoje telo od zadaj. Enako lahko naredimo z obrazom. A vidite, človek zre v obraz, ki ni njegov obraz. Recimo tukaj je en črn obraz in en bel obraz. Ampak če ti sinhrono manipuliraš neko senzoriko na obeh obrazih,
potem se počasi ti začenjaš postajati lastnik tistega obraza. Ne? In če bi nekdo zdaj z neko močno iglo prišel k tem obrazu, bi seveda odskočil. Ja, mislim, da bom tole spustil, to so samo študije, ki so, in pravzaprav imamo tudi zelo lepo torej nekako razlago in tudi vemo približno, kje se dogaja, ne bom šel v malenkosti, ampak precej tega, kar nam je Toma povedal, kako pravzaprav naši možgani, ko vidijo nek obraz, naredijo napoved, to je moj obraz ali pa to ni moj obraz. Potem pa se začne nekaj dogajati v okolju, recimo, da je to dogajanje sinhrono dotikanje. Ali pa lahko je, ni nujno, da je vidno, ni nujno, da je kinestetično, lahko so različne senzorike, vendar jaz se pričnem utapljati v tem obrazu, ta obraz postaja moj obraz in jaz ta obraz čutim. In tako, recimo, zdravniki vidimo veliko nenavadnih kliničnih slik, ki bi bile morda še pred nekaj desetletji predvsem kot psihiatrične slike, pred stoletjem, 2 ali 3 bi bilo pa to izraz predvsem neke ali obsedenosti z hudičem, ali, če si bil pa moški, bil pa bolj verjetno, da te je Sveti Duh nekaj obsijal, če si bil ženska, zelo pogosto si bil skurjen. Ni nenavadno srečati bolnika, ki trdi asomatognosija. Kaj je to? Kaj pa je to? Ali pa se zbudijo in njihova roka je ob njih seveda. In potem se prestrašijo te roke, kaj pa ta roka dela tukaj ob meni. Drugi primer, ki ste ga videli v tistem prvem videu, je, ne, ta roka, to je ponavadi leva zgornja okončina, v tem filmu je bila sicer leva spodnja. To ni moja roka, jaz vem, da to ni moja roka. No, potem prekomerna okončina. Nekateri bolniki nimajo 5 prstev, ampak oni vedo in čutijo, da jih imajo 6. Mizoplegija, jaz sam sem imel enega takega bolnika, strahovito sovraštvo, odpor, gnus do svoje, recimo, okončine. Dostikrat so v tem primeru to okončine. Tako velik gnus in tako veliki odpor, da pravzaprav se jaz samo poškodujem. Dostikrat so ljudje, recimo opisani so ljudje, ki so se amputirali, ki so odrezali ali pa močno poškodovali svojo lastno okončino. In potem ud, ki ga ni, nimam ga in vendarle ga čutim in čutim tudi prste. In sindrom tuje roke, to relativno pogosto vidimo v kliniki, zlasti, če gre za eno posebno vrsto demenc, ki se imenuje kortikobazalna demenca, ali pa recimo, če je tumor tukaj v enem delu, ki povezuje levo in desno hemisfero. Eden prvih opisov fascinantnih te tuje roke je bil človek, ki so ga ujeli v trgovini, ker je hodil in je kradel samo, lint ali neke čokolade z orehi. So bile. In potem, ko so ga dobili, se je on, torej brano, da on tega ni hotel, ampak roka sama se je stegovala in tudi izbirala samo lintove čokolade. In vendarle mi danes to vemo, da je to možno. Jaz recimo sem enkrat doživel, da me je en gospod udaril, zelo prijazen, torej gospod, in tudi povedal, da ni hotel, da je roka kar sama šla. To in jaz jo tudi zelo čutim, kot to ni moja, drugače moram reči, to je moja roka, vendar, se pravi, jaz sem lastnik, vendar v tem primeru nisem agens, nisem povzročitelj, čeprav je moja roka, je jaz ne morem kontrolirati.
Posebej fascinantno, recimo nekaj, kar nam tako dosti teh mehanizmov parietalnih opisuje, je recimo primer te bolnice RN. Ta gospa je bila eden od tistih otrokov talidomida, morda starejši, ki vas ni kaj veliko tukaj, boste vedeli, da v 50-ih, 60-ih letih prejšnjega stoletja se je mnogo deformiranih otročkov rodilo, ker so mamice imale talidomid. No in zelo pogosta torej težava, ki se je zgodila takrat, je bila, da so bili brez roka ali pa brez prstkov. No in ta deklica se je rodila, tako kot vidite tukajle, brez prvih dveh prstov, a ne, tretji in četrti sta bila povezana skupaj, edino peti je bil gibljiv. No in ona je skratka normalno živela s tem, potem je pa, mislim, da v 18. letu svojega življenja je pa doživela še eno nesrečo in je pravzaprav odrezalo celotno dlan, se pravi, roka je bila prerezana tukaj. In takrat se je zgodilo nekaj fascinantnega, nekaj, kar skuša recimo nevroznanost ali pa nevrologija razložiti. Njej se je naenkrat pojavila fantomska roka, vendar ne tista fantomska roka, s katero je ona celo življenje živela, se pravi z tem prstom pa z tema zraščenima, teh dveh pa ni bilo. Ne, bila je čudovita, simetrična, lepa roka z 5 prsti. In potem se je še nekaj zgodilo. Nekega dne je ona začela navajati, da ji v tisti fantomski roki, ki je ni bilo, ampak je imela 5 prstov in je bila simetrična, da se ji začenjata krivenči tale 2 prsta in da to zelo, zelo, zelo boli. No, ena taka zanimiva terapija pri takih čudnih sindromih je terapija z ogledali, ki jo je tudi uvedel ta Ramachandran in recimo in princip je ta, da vi daste tule ogledalo, tukaj date zdravo roko, tukaj date bolno roko ali pa, no in potem vi pravzaprav zdravo roko prisilite v tisti neugoden položaj, ki ga potem počasi sprošča bolnik, dokler bolečina ne odneha. In enako se zgodi na tej fantomski okončini, ki je ni, ker on to vidi v ogledalu, kot da je to njegova prava roka. No in zanimivo, gospa se je izboljšala potem. Kaj bi bil razlog, zakaj ona ni dobila potem fantomske roke nazaj, vendar tiste, s katero je živela prvih 18 let? Teorija je, da pravzaprav to, da je ona imela še del roke, se pravi, del te reprezentacije za roko je bil zaseden z 3, čeprav disfunkcionalnimi prsti, ki pravzaprav niso dovolili, da bi se fantomski zdravi prsti tam naselili. Ko pa je ona pri 18 letih si to roko čist poškodovala, se pravi, ni bilo nobenih prstov več tam, se je na tistem delu možganov je bilo pogorišče, je bilo prazno in prazen prostor je povabil platonski morda model ene lepe, idealne roke, ki jo imamo kot nek model, kot neko možnost in v njeni fantomski okončini se je pojavila občutek te čudovite roke. Seveda, ni rečeno, da je to samo roka, to je lahko celo telo. In mi imamo fascinantne klinične slike. Ena zelo pogostih, recimo, ki jo jaz pri Parkinsonikih dostikrat opažam, je, da je tukaj nekje neka senca. Da je nekdo tukaj, nekdo je šel v prostoru, neka senca je, morda se bo kdo od vas, če ste kdaj čitali pravljice, spomnil na Hansa Christiana Andersena, on ima neko zgodbico o senci. Še bolj fascinantni so pa tako imenovani avtoskopski sindromi. To se pravi, to so sindromi, ko jaz opazujem, gledam sebe. Zanimivo je, da prvi opis takega avtoskopskega sindroma je dal Aristotel
zanimivo v tisti svoji knjigi o meteorologiji. Zakaj ravno o meteorologiji? Ker je on menil, tam se je pa človek videl v ogledalu, kot da bi se videl v ogledalu. Ni bilo ogledalo, ampak on je naenkrat sebe videl, vendar kot skozi neko ogledalo, in Aristotel je nekako vremenske in neko vlago v zraku, zato je bil ta opis v meteorologiji. In imamo 3 oblike avtoskopije, ko lahko opazujemo sebe. Ena je tako imenovana halucinatorna avtoskopija. Za medicince to bo desno temporalno, tam, kjer nam nastajajo, kjer so vidni engrami. In tako jaz vidim sebe, tam pogledam, to sem jaz, vendar jaz čutim, da sem jaz tukaj, tisti je pa moj doppelganger, tisti je pa moj dvojnik. Drugo, nekako vmes je avtoskopija ali avtoskopija. Tukaj pa zdaj nisem več sigurn, jaz vidim sebe, tamle sedim, ni nujno, da delam isto kot jaz, ni ehopraksija, to ni pogosto, jaz lahko tamle sedim, sebe vidim in potem nekaj časa sem jaz, ampak potem nekako naslednji hip pa nisem več jaz, ampak je tisti sedeči jaz, tisti, ki je pravi. In potem tretje, kar je tudi zelo lepo opisovano v literaturi, out of body experience, recimo, če kdo čita literaturo o near-death experience, bo vedel, kako so opisi, da se dviguješ levitacija, in zanimivo, tukaj pa v izhodišču nisi ti več jaz, ampak si ti v tistem, ki lebdi, se pravi, ti si v iluziji in pravzaprav imamo kar lepe, pa tudi logične razlage, v katerem delu možganov, levem ali desnem, bolj spredaj ali bolj zadaj se to dogaja. Redkeje so bile opisane avtoskopije interna, avtoskopija. Moja jetra, jaz vidim, ali pa moje jetra so ogromna, ali pa jaz vidim svoje jetra. Negativna avtoskopija, jaz ne vidim ni mojega nosu, za razliko, ne vem, če kdo pozna Gogoljevo novelo Nos, kjer nos dobi svojo, tudi to je pravzaprav ena taka vrsta avtoskopije. Kaj so bili vzroki? Dostikrat je to bila kap, dostikrat vnetje, zastrupitve, žariščna epilepsija, tumor, travma možganov, migrena in cel niz umetnikov imate, ki so čudovito opisovali te sindrome, od recimo, ne vem, Oscar Wilde ali pa Jekyll and Hyde, Ernest Hemingway ima te near-death experience, pod Kilimandžarom je bil in tam. Ampak vidite, ni samo moja roka, ki je lahko podvojena ali pa čudna, ali pa je ni, ali pa je, ko je ni. Ni samo moje telo, tudi moja misel je lahko, tudi moje občutje, isto se dogaja za mojo mislijo, za občutje. Moje misli niso moje misli, moje misli so misli nekoga drugega, moja občutja niso moja občutja, to ni moja žena recimo, obsesije, moram to narediti, moram to misliti, blodnje, veličine in podobno. In potem, če gremo še korak naprej, ni samo roka, ni samo celo telo, ni samo ali misel, je tudi tisto, kar bi mnogi ljudje z veliko črko napisali jaz. Predvsem je tu recimo depersonalizacija. Jaz neprizadeto opažam in se disociram od nekega prepleta mojih misli, mojih spominov, mojih občutij, vse to je en drug planet. Disociativne motnje. Popolnoma imam disociran spomin, morda ga nimam od svojih občutij, od nekih dogodkov, od morda nekih naporov fizično, to je ločeno in to je razbito. Do ekstremnega primera, ko zanikam ontologijo samega sebe, mene ni, jaz ne obstajam, Kotarov sindrom, nisem živ, kako niste živ, ni me.
Zanimivo je to, veste, da je cel kup zanimivih del, ki kažejo, da morda pri avtizmu, ne, ker vemo, da je ta opna, če bi jo tako imenovali, med umom in med okoljem, ne, recimo tesna, neprodirna, tudi z deficitom čas empatije ali pa kaj takega, da je recimo skoraj nemogoče izvati iluzijo roke gumijaste. Shizofrenik, ki ima silno porozno, silno prepustno membrano, kdo lahko vse vstopi van in v njegov je silno občutljiv pri tej. Ne. In potem, če zaključim, vidite, mi bi lahko pravzaprav znanje o tem mojem telesnem uporabili tudi za terapijo. Krepiti občutek agenca predvsem pri tistih, ki imajo deficitarni, to je recimo depresija. Ne. Občutki lastništva recimo jih pa lahko z lahkoto vgradimo v del v naše percepcije. To ni noben čudež, to ni neka specialna veja zdaj kognitivne znanosti, ki je odkrila nekaj. Ne, a veste, če boste vi naredili tako, da bodo recimo, če so živci ohranjeni tukajle, ja, tukajle pa ni roke, potem jaz lahko te mišice povežem recimo z umetnimi prsti in si pogledajte, recimo primer takele, še 3 minute imam lahko. Vidite, ta človek z svojo mislijo aktivira določene mišice začuda tukajle, ampak te mišice, iz teh mišic na to vodijo živci v roko in to je del njegovega telesa. In tudi njemu se v možganih zdaj počas začenja en del temu posvečati. Ne. Enako je tudi z polževim vstavkom, jaz lahko dam tukaj en polžek na moj slušni živec in potem skratka slišim, ali pa z eksoskeletom. Poglejmo. Ne, poglejte, počasi v nekaj mesecih bo ta človek, ki prej ni mogel hoditi, bo zdaj to postalo del njegovega embodimenta. Tole mislim, da bomo spustili. Veste, mi lahko, če ima nekdo kap, ga mi lahko damo v FMRI in mu na to z feedbackom ga prisilimo in najprej ni to del njegovega občutka samega sebe, ga prisilimo, da aktivira določene poti v možganih in mu damo feedback, aha, zdaj je dober, zdaj ni dober, tule ste bili dober. In sčasoma on ta možganski proces, da recimo dvigne nogo, obvlada. Ali pa recimo to delajo pri Parkinsonovi bolezni, kjer se vidi, kjer je en čudovit dialog med inzulo pa med dorzolateralnim in tisti, ki ne more takole delati, ne, se ve, da recimo, če mi vzpostavimo povezavo med inzulo pa dorzolateralnim korteksom, da tole potem lahko torej delamo. In za takim fMRI-based feedbackom mu lahko pomagamo. Seveda bom mogoče spustil te terapije z virtualno resničnostjo in končal z eno, te zgodbe ne bo, ker sem hotel povedati nekaj v zvezi z to goro, ampak da mogoče res končam tam, kjer je tudi Toma, nekako občutek, recimo vsaj nevrologa bi bil, da je to tako v veliki meri tako, ne, kot recimo tudi trenutno razumemo stanje, kot recimo ga Anil Seth opisuje. Ne. No in se nam zdi, da možgani ne ustvarjajo zgolj teh hierarhičnih generativnih modelov o vzročnih strukturah, kaj ljudje okoli mene mislijo ali pa kaj je treba narediti ali kaj takega, ampak v vsakem trenutku na malo drugačen način tudi o tistem, kar sem v tem trenutku najbolj verjetno jaz. In to, kar sem jaz hotel pokazati, je to, da se možgani tudi včasih zmotijo
in da prihaja do sindromov, ki seveda pred nekaj stoletji so bili pripisovani hudiču, ne, pred 20 leti neki človek nekih stvari nikoli ne bo dojel, to so pač čudeži ali pa kaj takega, in vendarle se mi zdi, da iz koraka v korak vemo več in razumemo več. Hvala. Mislim, da si lahko vzamemo čas še za nekaj vprašanj, no, profesor, glede na to, da je zadnje predavanje. In sicer prvo vprašanje bi bilo, kaj se zgodi v možganih, ko oseba pride v stanje disociacije? Ja, točno to, ne, kar sem jaz pokazal, da pravzaprav v določenih strukturah, tistih, ki bi morale, in to je v veliki meri, če se anatomsko izražam, a ne predvsem, in to bolj na desni kot na levi, recimo angularni gyrus in pa parietalno, a ne intraparietalni sulcus, so deli možganov, kjer prihaja do velikih integracij in časovnih sinhronizacij, čeprav vedno smo, ampak to je čist drug problema, mi vedno živimo nekoliko z časovnim zamikom, vendar to naši možgani uračunajo noter, ampak nekaj je v teh strukturah narobe, bodi si čist biokemično, da ni nekega nevrotransmiterja, ali recimo zaradi tumorja ali kaj takega, in mi bomo ampak za to disociacijo, če me sprašujete o relativno pogostih psihiatričnih disociacijah, so morda še največkrat krivi res nevrotransmiterji. Hvala. Pa mogoče še eno malo bolj provokativno vprašanje, in sicer ali iluzija gumijaste roke dejansko pokaže dojemanje lastništva roke ali zgolj doživljanje sinhronosti in s tem napoved dogodka na svoji pravi roki? Ja, ne. So kritike, iluzije, ampak to v bistvu niti ne bi bila ena izmed kritik, ker pravzaprav fenomenološko ljudje to tako lepo povedo, veste, tako so začudeni, prepadeni, in jo umaknejo, oni je sicer ne bi umaknili, če ne bi na nekem nivoju čutili, da je to del njih zdaj, ampak recimo druga kritika, ki pa je morda bolj na mestu, je pa, da morda gre za sugestijo, ker je ta roka take barve, tako da zdaj trenutno gredo poskusi predvsem v tej smeri, da obvezno uvajajo kontrolne skupine, da dajo tudi recimo različne teksture ali pa malo drugačno, sprašuje se, kaj pa, če bom samo po mizi, recimo, da ne bo roke, ampak bom istočasno po tvoji zdravi roki pa po mizi, recimo, zanimivo, da prvi eksperiment, ki ga je Ramachandran naredil z to gumijasto roko, da je bilo v poročilu to, da so točno to oni poskušali in da naj bi prišlo tudi, če samo po mizi, da bi se ti mal identificiral z to mizo, oziroma da bi ti del mize postal nekako del tebe. Kasnejše študije recimo tega niso mogle. To bi lahko bila morda kritika, da je mal sugestivno to, to, da pa oni ne bi čutili lastništva, pa ne, mislim, to je pa fenomenološko tako jasno, da se prestrašijo, da kar skočijo, da trpijo, ko zabodeš noter tisti nož in tako. Najlepša hvala. Hvala vam.